1000 samozaposlenih žensk je cilj projekta Podjetnostje ženskega spola, ki že drugo leto poteka v Ljubljani, Novi Gorici, Celju, Novem mestu in v Mariboru. Skupaj so ga zasnovali Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za gospodarstvo, zanj javna agencija Spirit in Ministrstvo za delo. Cilj: ekonomska neodvisnost žensk in njihova poslovna samouresničitev. Med pogoji za pristop so vsaj tercialna izobrazba, najmanj 3 meseci registrirane brezposelnosti in dobra poslovna ideja. Da se bodo na trg dela podale suvereno, so zanje organizirana 2-mesečna predavanja z različnimi mentorji. Po usposabljanju prejmejo certifikat, ki jim omogoči 5000 evrov državne subvencije, če podjetje ustanovijo v 3 mesecih. Obiskali smo mariborsko skupino, ki je ta dan poslušala predavanja o prednostih interneta. Meni se to zdi fantastično. Jaz mislim, da mora biti več žensk v podjetništvu, predvsem zaradi njihovega odnosa, zavzetosti. Mislim, da jih je premalo. Jaz sem zdaj zraven projekta že 2 leti oziroma že drugo leto in vidim, moram reči, da sem neverjetno pozitivno presenečen. Ko sem jaz začel svojo podjetniško pot, tam 17 let nazaj, bilo večinoma so bili moški, pa si želim, da bi bilo to v bistvu, da bi bilo že takrat več žensk, ker je energija, pa odnos, pa tudi mislim, da verjetnost uspeha v njihovih dejavnostih je lahko pri ženskah večja. Podjetje morajo odpreti v Sloveniji in mora delovati vsaj 2 leti. Lani, ko je steklo prvo leto projekta, je v podjetniško usposabljanje bilo vključenih 425 žensk, samozaposlilo pa se jih je 84%. Letos spomladi in jeseni, saj projekt poteka v 2 terminih, je predvidenih okoli 500 vključitev. Imam idejo in nisem vedela, kako jo naj uresničim, pač vstopiti v poslovni svet, in potem so mi na zavodu povedali, zato jim se zdelo izjemna priložnost. Jaz pa sem ukvarjala z naravnimi izvlečki, vedno več domače kozmetike in imela bom spletno stran naravnih izvlečkov, kjer bojo stranke lahko dodale večjo vrednost svojim kremam. Zaradi zrelosti, prav tako zaradi tega, ker je več možnosti in ker je zaposlitev v Sloveniji včasih preko določenih podjetij težja. Kot podjetnica pa mislim, da se bom lahko z drugim podjetjem povezovala, ker odpiram podjetje, ki bo svetovalne narave. Prav tako se bom ukvarjala z zakonskim družinskim svetovanjem po metodi relacijske družinske terapije in hagioterapije ter uvozom, izvozom z specializiranimi produkti. Pogrešam delovno okolje, pogrešam jutranjo kavo s sodelavci, pa pogrešam svoje življenje. In to je priložnost, ki mi se da in bom ga uporabila. S čim se boste ukvarjali? Kaj bo vaša podjetniška dejavnost? Moja podjetniška dejavnost bo v glavnem pomoč pri integraciji priseljencev, še posebej za albanske govorce. Kakšna znanja daje udeležba v projektu? Znanje, stiki, poznavanje zakonodaje, poznavanje nove tehnologije, pa viri, pa omreženje, novi prijatelji. Spoznali smo spletni marketing, zakonodajo, kako SP voditi stranke, kako za strankami obravnavati psihološki profil. Skratka, vse. Ženske, ki šele začenjajo svojo poslovno pot, se lahko veliko naučijo od prekaljenih podjetnic. Ena od njih je Petra Škarja, ki je podjetnica že od 19. leta. Piše knjige, svoje in za druge. Avtorica knjižnih uspešnic je soorganizatorka največjega dogodka za žensko podjetništvo 500 podjetnic. V prvem koraku se moraš ti vprašati, kako bodo ljudje izvedeli zame, kako se bom pokazal. V drugem koraku šele vprašajo, kakšna je pa zdaj tvoja kvaliteta. In za kvalitete je pomembno za dolgoročnost. Ampak karkoli delaš, kakorkoli si uspešen, kakorkoli si dober v tem, kar počneš, moraš naučiti, kako se pokazati trgu, kako pride do stran, kako reči ljudem, tukaj sem, dobro pravim delo, probajte. In to je pa po mojem mnenju umetnost. Ljudje meni rečejo, aha, ti pišeš knjige, uživam v tem, res je, pišem knjige, ampak pisanje je 5% mojega dela, 95% je v ozadju. Lahko se naučiti trikov pri pošiljanju pošte strankam, pri nastopu na Facebooku, pa podobno, ampak druga stvar je pa razumevanje tega, pa odločitev za ta prave akcije.
In to, kar smo danes tukaj delali, pa na prejšnjem srečanju je bilo dejansko to. Kaj mora podjetnica vedeti v internetu, da se zna odločati, da ne more nihče okoli prinesti, pa da lahko dejansko pridobi stranke s pomočjo interneta. Daljši pogovor s Petro Škarja, ki ima očitno škarje in platno v svojih rokah, bomo objavili v eni prihodnjih oddaj. Sicer pa bodo konec oktobra vse bodoče podjetnice morale svojo poslovno idejo tudi predstaviti, mlado podjetje pa pri življenju ohraniti vsaj 2 leti.